Omenili ste centralizacijo nepremičnin. A ni lahko en dvorezen meč, saj ne obstaja že podjetje Dom, ki je bilo v lasti družbe KB, ki je v stečaju in smo skoraj izgubili lep delež zamejskih nepremičnin. In jaz sem gotov, da bi bilo optimalno centralizirati nepremičnine. Ampak kako zagotovimo dobro upravljanje tega podjetja družbe? Zelo dobro vprašanje. Je res, recimo, da, ponavljam, tukaj je vedno odvisno od ljudi, ki tam predsedujejo, ki tam odločajo, ni samo predsednik, pač pa je tudi izvršni odbor, ker jaz mislim, da če je ena odločitev uredil en predsednik, je gotovo uredil izvršni odbor. To se pravi, da če so krivi vsi, ni da je samo en kriv. Je res, da če centralno KB oziroma nekatere stavbe so potom KB-ja oziroma ne smemo pa pozabiti, da KB je ena ustanova, tako zvana privatna, bi lahko rekli. To je finančna družba, ki je bila razdeljena. Jaz sem bil na Kmečki banki, jaz sem delal na Kmečki banki, to je bila prodaja med Kmečko banko oziroma en kompromis, bi lahko rekli, ker izvršni odbor ni moral, oziroma Kmečka banka ni mogla več poslovati prav iz razlogov, ki jih je Banka Italija dala, zato je mogla to Kmečko banko prodati Čedajski banki, to se pravi, da je Čedajska banka odkupila en del, drugi del pa je ostal finančne družbe, tako zvana se je spremenila finančno družbo. Je zelo težko zdaj vse to vam povedati, ker tudi kot bančnik so tudi nekatere stvari, ki jih ne smem drugih povedati, ker iz delovanja, ki dela, iz netransparentnosti oziroma iz določene informacije si morate kot bančnik pridržati. Vem pa poznam zelo dobro to stvarnost, pač po drugi strani je res, da če daš to centralno, ponavljam še enkrat, je kot predsednik SSO-ja, če je lump, bo naredil lump vseh, če je priden, bo naredil priden vseh. Ali pa obratno, odvisno kako to diš. Jaz mislim, da vendar ne smemo pozabiti, da profesionalc postaneš, ko imaš eno delovanje, ni rečeno pa, da gre vse slabo. Jaz imam vprašanje, ki se veže na Halekovo, se pravi, SSO ima na razpolago prostore, ki so v lasti katere nepremičninske družbe? SSO ima samo eno stavbo v lastnini, to je v Večedadu. Veste, da SSO ima 3 sedeže, eno v Trstu, ki plačuje najemnino, eno v Gorici, ki plačuje najemnino KTD-ju, se pravi, v Trstu plačuje najemnino privatnemu osebku, v Gorici KTD-ju, to se pravi Katoliško tiskovno društvo, ki je nepremičninsko društvo, ima v lasti vse stavbe, ki so v centru Bratuž, na placu Novo, ki bomo zgradili, in Katoliško knjigarno in Novi glas, seveda celotno tisto stavbo. In potem pa edino, ki smo lastniki, je pa v Čedadu, to je ulica oziroma tam, kjer je Dom, časopis Dom, kjer je Blankini, ne vem, če poznate to društvo, Blankini tudi, ki je član zveze, s tisto reformo, ki smo naredili, postalo, ne pozabiti, da Zveza katoliške prosvete ima tudi članstvo na Videmskem, vse to je tisto, ki sem prej pozabil. Moja strategija je bila, da tudi Zveza katoliške prosvete in prosveta postaneta, bi lahko rekel, ena deželna ustanova. Zakaj ena deželna ustanova? Prvi zato, ker vsako leto te dve zvezi zgubljata napram ZSKD-ja 62.000 evrov. Se pravi, če bi postala ena deželna ustanova in da bi razmišljala na ta način, bi pridobila teh 62.000. Ta je bil eden mojih razlogov, pomeni, da deluje deželno, da ima koncept ne več provincialno, zato ker še danes se zgre v Trst, je prišel Goričan. Ne sme biti, ta stvar ne eksistira več.
pokrajin jih ni več tudi. Ma ne zaradi tega, če bi bile pokrajine, bi morali existirati, ne sme biti več. Ne? To se pravi, da sodelovanje dela dobro in odlično, če vsi skupaj delamo in zaradi tega, če bi imeli malo bolj posluha do tem, bi gotovo prišli tudi do enega druge spremembe. Sprememba je potrebna. Če se ne moti, je tudi en vers, ki ga je dal Einstein o spremembah, da se ne spomnimo. Ga ne bomo citirali, ker ga zdaj ne znamo. Sicer pa še dopolnilo, določene vaške dvorane pa so v lasti župnin. Tako so ga recimo v Štvarjanu, najbrž v Dobrdobu. Ja, največ so v lasti župni. Župnije, bi lahko rekel, pa imajo drugi vir prispevkov. Ne? To se pravi, dežela financira posamezno, ne grejo iz prispevkov iz zakona 38, zato tudi tam, recimo, tam je odvisno, kako je briljanten župnik, če ima voljo, če hoče spreminjati, če hoče izboljšati in tako dalje. Zato recimo nekatere društva, če imajo tam v župnijskih dvoranah, imajo lažje, ne? To se pravi, nimajo tistega velike stroškov, kot jih ima nekatera druga.